Ja, dober dan, hvala za povabilo na pogovor. Zdaj pa, kje bomo začela? Ja, jaz mislim, da najboljše, da vi začnete, glede na to, da ste strokovnjak z tega področja. Mi pa v bistvu smo že v svojem programu nekje določali, da podpiramo uvedbo tega namenskega helikopterja. Jaz bi se za gledalce mogoče predstavil, še me poznajo. Robert Sambol je moje ime, sem reševalec 31 let v sistemu nujne medicinske pomoči in se dolga leta borim za namenski reševalni helikopter na podoben način, kot smo se 94. leta, to je že četrt stoletja nazaj, borili za reševalni motor, kjer sem bil prvi motorist reševalec in ga danes imamo v Ljubljani, Mariboru in na Obali. Tako podobno smo zdaj ustanovili eno FB skupino, kjer so noter strokovnjaki različnih kovov, od reševalcev, pilotov, gasilcev, poznavalcev, in se borimo za to, da slovensko javnost malo obvestimo, prosvetlimo, razsvetlimo, kakor hočete, da je to ena zadeva, ki jo pač Slovenija potrebuje, ne? In tudi vaša stranka je to uvrstila v svoj program, se pravi, da razumete problematiko, ki jo potegne za sabo, če država nima urejene helikopterske reševalne službe. Ja, da se še jaz predstavim, jaz sem Boštjan Tavčar, predsednik Piratske stranke. Zdaj, naš moto v splošnem je, da če se zagovarjamo neke odločitve, politične odločitve, jih vedno zagovarjamo na strokovnih podlagah. Zato smo tudi vedno pripravljeni prisluhniti strokovnjakom z tistega področja in tudi s tem namenom smo danes povabili kolega, da bo predstavil nekaj strokovnih razlogov, zakaj je pomembno, da v Sloveniji uvedemo takšen helikopter. Jaz se sicer tudi po profesionalni strani razumem na en del te problematike in recimo, če začnem kar takole na začetku, nekje v lanskem letu je bilo nekaj več kot 630 vseh helikopterskih prevozov, od tega 337 prevozov za nujno medicinsko pomoč. Že ta podatek v bistvu nam da vedeti, da več kot polovico vseh helikopterskih prevozov je v bistvu tovrstnih. Kako lahko to komentirate? Ja, zdaj komentiram. Glede na to, kako danes poteka takšno reševanje. Pa začnimo na začetku, a ne. Zmeraj pač za vsako akcijo je potrebna neka aktivacija. Tukaj imamo v Sloveniji problem, ker smo pač nek unikum, da je protokol aktivacije helikopterja tak, da mora najprej na kraj dogodka priti zemeljska ekipa, kjer zdravnik oceni resnost stanja in potem on aktivira sistem, da se dvigne helikopter. Zdaj, drug problem, ki ga imamo, ne, tukaj so še statistični drugi podatki. Helikopter eden, recimo na Brniku, je vpet v 5 različnih služb. Primarno reševanje, helikopterske nujne medicinske pomoči, gorsko reševanje, prevoz inkubatorja, sekundarni prevozi in dogodek, ki je bil prejšnji teden požar, velik požar. Recimo so potegnili iz mariborske baze helikopter in so tja poslali kot substitut helikopter policije. Zdaj, tukaj imamo problem. Helikopter je lahko hkrati na eni akciji, ne. Se pravi, ko je na akciji, so praktično ostale 4 službe brez. Zdaj, če gledamo statistično, ne, tukaj je številka, koliko govoriva, 600 in 638 iz 2 baz. Če primerjava to za tujino, ima v tujini ena baza preko 1000 akcij letno, ne. In se pravi, nekaj nam tukaj striže, nekaj nam ne štima. In zdaj tukaj je podatek, koliko je bilo narejenega, ne? Nikjer pa ni podatka, koliko ni bilo narejenega. Tega podatka ni. Ne? In zdaj recimo na skupini, ki smo jo ustanovili, ki se imenuje Slovenski namenski reševalni helikopter, je ravno včeraj avstrijska državljanka, ki je imela 27. marca nesrečo v Bovcu kot jadralna padalka, podala svojo izkušnjo, sicer v angleškem jeziku, bomo pa ta tekst prevedli. In ta izkušnja je grozljiva, ne? Ženska je v bolečinah, z zlomljeno hrbtenico, ležala in čakala na helikopter 2 ure in pol. Po 3 urah je bila pripeljana v klinični center, kjer so nato
uspešno operirali in hvala Bogu, ženska ne bo hroma. Ona nas je poiskala in je delila to svojo izkušnjo. Najbolj me je pa, bom rekel, ko sem se z njo pogovarjal, prizadel njen stavek, jaz sem mislila, da imate v Sloveniji helikoptersko službo urejeno tako kot drugod po Evropi. Sem rekel, žal jo še nimamo. Ja, moramo poudariti, da Slovenija sicer ima helikoptersko reševanje. Vsa ta leta, že takrat od začetka, ko je Slovenska vojska začela izvajati te polete, pa potem tudi letalska enota policije, je bil to za tiste čase precej velik napredek, zato ker, reševanje v gorah se je iz 8 ur skrajšalo na 1 uro, tako da vsaka čast tudi pilotom Slovenske vojske, pilotom letalske policijske enote, ker so v vseh teh letih res naredili mnogo tega. Je pa res, da helikopterji, jaz sicer nisem strokovnjak na tem področju, po mojem mnenju niso ravno primerni za nujno medicinsko pomoč. A se strinjate s tem? To drži, ne. Zdaj bi se tukaj tudi pridružil vaši misli, absolutno kader, ki zdaj to izvaja, fantastičen. Marsikdaj je priletel komentar, da je skupina ustanovljena, da bi se kogarkoli diskreditiralo. Nasprotno, in karkoli se tazga tam pojavi, se ti komentarji brišejo. Absolutno, posadke, ki to delajo, opravljajo fantastično svoje delo. In tukaj bi dodal tudi medicinske posadke, ki so super. Problem je v sistemu. In sistem je ta, mi se tukaj pač zdaj kot reševalci borimo za svoje orodje, za delo. In bistveno boljše, če imaš helikopter, ki je namenjen samo temu, kot pa da je več namenski, modularni in se potem spreminjajo nameni, ko ga rabiš, ga ni in tako naprej. Danes se to izvaja z manjšimi, cenejšimi namenskimi helikopterji, recimo lokacija 15x15 metrov, pa tak helikopter pristane. Na skupini se tudi pojavljajo posnetki, ki dobesedno pristajajo v ulicah, v križiščih, na avtocestah, noben problem. To so stvari, ki jih do zdaj v Sloveniji še nismo videli. Jaz verjamem in trdim, tudi te pilote absolutno to lahko izvedejo, ampak če imaš po gabaritu prevelik helikopter, pa nimaš kaj riniti v ulico ali pa na nek ozek kraj, kjer ne boš mogel pristati. To je dejstvo. Dejstvo je pa, da obstoječ kader to zdaj dela dobro, zato ker ni bilo praktično nobene nesreče pri reševanju. Česar so se lotili, so speljali. In tukaj vsa čast in kapo dol. Ja, tudi jaz moram to potrditi po tistem, kar poznam. Zdaj, pred leti je bil en poskus uvedbe namenskega reševalnega helikopterja, mislim, da je bilo tam leta 2006. Mogoče poznate kaj izkušnje z tistega časa, kako je to? Poznam, ker sem bil tudi del tega projekta. Se pravi, to je bilo leta 2006, podjetje Flycom iz Lesc je pripeljal namenski helikopter EC-135, to je podoben model, kot ga ima slovenska policija za svoje naloge. In takrat se je krasno izšolalo medicinske posadke, piloti so šli na šolanje, izvajalo se je celo operacije z vitlom, kar je bilo takrat novost, velik preskok, ker je bil do takrat nekako vitl rezerviran samo za gorsko reševanje. Kaj to pomeni operacija z vitlom? Operacija z vitlom pomeni, da se bistveno bolj poveča operativnost helikopterja, ker mogoče pa ni vedno prostor za pristanek. Recimo imamo gozdno nesrečo v gozdu pri podiranju lesa. Pa obstaja neka luknja 5x5 metrov in neka gozdna jasica, kamor helikopter ne more pristati. Lahko bo pa z višine recimo 40 metrov povitlal dol zdravnika in reševalca in opremo, ga bojo oskrbeli, helikopter se ta čas malo umakne, da ne dela veter in hrup, po oskrbi ga povezi, pokličejo nazaj, pridejo, z vitlom dvignejo poškodovanca in smer bolnica. Recimo, to je dodana vrednost vitla in tukaj praktično potem je edini razlog, da helikopter ne poleti na akcijo slabi meteorološki pogoj. Megla, toča, neka nevihta, orkanska burja. Po 3 mesecih, žal je pač tukaj je bila ena napaka, ki se je ugotovil, da je minister Bručan takrat podelil koncesijo podjetju, ni pa bila pridobljena na javnem razpisu. Seveda, določeni akterji so to izvedeli in so potem ta projekt, bom grdo rekel, sesul
in je primat nad operacijami spet prevzela Slovenska vojska in policija. In eden od glavnih argumentov je tudi bil, češ, zdaj boste dali privatniku služiti, mi smo pa tukaj zastonj in smo te zadeve dobro upravljali. Zdaj, če razvijamo debato, a je zastonj ali ni? Ne, seveda, nič ni zastonj, vse je treba plačati. Je pa seveda vprašanje zdaj, kolikšni so stroški. Jaz sicer tega podatka nimam, ga ne poznam. Imam pa en drug podatek, in sicer pred leti je bila narejena ena taka analiza na podlagi nemške študije na švedskih primerih, in sicer kaj pomeni čas reševanja v denarju, pri čemer v tej študiji niso bila všteta človeška življenja, ampak zgolj stroški, posredni stroški, ki nastanejo zaradi daljših bolniških odsotnosti, zaradi težjih poškodb in tako naprej. In preračunani podatki za Slovenijo po tej študiji so pokazali, da gre v tem primeru za nekih 30 do 40 milijonov prihranka v BDP-ju, če skrajšamo čas reševanja v vseh primerih, ki se zgodijo v državi, samo za 1 minuto. To pomeni, da 1 minuta v bistvu pomeni zelo, zelo, zelo veliko. Zdaj, koliko bi pravzaprav lahko skrajšali čase reševanja z takšnimi namenskimi helikopterji? Zelo veliko, sploh če se pogovarjamo o odzivnem času v ruralnih okoljih. Zdaj, sama Ljubljana ni problem, ne? Tukaj imamo mi z zemeljskimi vozili zelo dobre odzivne čase, od maja do novembra dodamo še reševalni motor, se še skrajšajo odzivni časi, ampak pa je zdaj recimo v Faro pri Kočevju, ne? Ali pa v Osilnico. Tudi tam živijo ljudje, ki so davkoplačevalci, plačujejo popolnoma identične zneske kot ljudje v Ljubljani. Ali so diskriminirani? So, ker če se poslužimo cestnega transporta, nekdo iz Osilnice, od nastanka nujnega stanja do prihoda ekipe in prihoda v Ljubljano bo minilo 3 ure. To je ta problem. S helikopterjem, če jih strateško postavimo, minimalno bi rabila služba NMP 3 baze, če bi bilo pa kaj več denarja, pa 4. Zdaj, če bi delali z 3 baz, bi bili to 4 helikopterji, če bi bile 4 baze 5. Zakaj je zmeraj en helikopter več? Zato, ker en helikopter je zmeraj rezerva, v primeru zjutraj, ko se dela ček. Če se odkrije kakšna okvara, bog ne daj, to je pač tehnika, se zna pokvariti. S tem, da naj povem, da moderni helikopterji se bistveno manj kvarijo kot 30 let stari, ki jih uporabljamo zdaj. Se ta backup helikopter potegne v bazo, ki ima recimo težavo. Vkolikor težave ni, je ta backup helikopter namenjen sekundarnim prevozom med bolnico in prevozom inkubatorja, kjer se pa ne mudi toliko, ne? Ker zdaj v tujini se dosegajo vzletni časi 3 minute po alarmu. Jaz sem bil priča recimo v Nemčiji, ko so bili fantje v zraku minuto 13. Sem bil priča zraven. Ne? To je praktično čas, ki ga mi zemeljske ekipe dosežemo, ko smo aktivirani, se usedemo v avto pa izvozimo. Ker moderna tehnika to omogoča. Se pravi, te helikopterje v bistvu ne potrebujejo toliko več predpriprave. To je tako, tukaj ni tistega klasičnega čeka, ampak računalnik naredi teste, ne? To je ta, oni to imenujejo FADEC, Fully Automated Digital Engine Control. Klik, kurblaš, greš. Ne? Če pa zadeva gre pa to gre pa to po knjigi, recimo, po ustaljenem postopku. Tako. Da se tudi narediti s temi starimi mašinami hiter štart, ampak še zmeraj to ni ekvivalent temu, kar naredi računalnik. Zdaj, to je tako, da bi šel tekmovati z računalnikom na kugelce z abakom, da bom pač premagal en računalnik. Nesmiselno. In tukaj zdaj postavimo te 3 baze recimo strateško tako, in to se da, da v katerikoli del Slovenije pokrijemo v 20 minutah naleta. Če želimo ujeti zlato uro, zlata ura je pa ta koncept, ne, da to je dokazano, da če človek od nastanka nujnega stanja, poškodba ali obolenje, do prihoda v bolnico znotraj 60 minut, ima človek bistveno večje šanse za preživetje. In ta koncept, ki ga mi zagovarjamo, koncept 3x20. 20 minut letenja max v eno smer, lahko je tudi manj, ne, če je dogodek bliže. 20 minut letenja nazaj, tretjih 20 minut so pa vzleti, oskrbe in pristanki. In to, kar se štejemo, je znotraj 60 minut je oseba na UKC-ju. To je zdaj pač
prva zadeva. Ne. Druga stvar je to, kar ste vi omenili, vsak evro investiran v dobro, moderno helikoptersko službo se dvakrat povrne. In jaz imam tukaj en podatek, recimo, koliko stane smrt na slovenskih cestah, to je študija Evropske komisije iz leta 2013, če se ne motim, je smrt na slovenskih cestah klasificirana z 1,98 milijona evrov. Recimo za primerjavo sosednja Hrvaška, ki pa je tudi edina poleg Slovenije, ki uporablja za reševanje še večje vojaške helikopterje, oni imajo pa nekje 1,3 milijona evrov smrt. Se pravi, zgleda, da je to na BDP narejen ta izračun. Cena baze je 3 milijone evrov letno. Ena baza v prvem dnevu reši 2 življenji, je prišparala 4 milijone evrov. Se pravi, prvi dan je že ta baza nominalno naredila državi milijon evrov prihranka in upravičila svoj celoletni strošek obstoja. Jaz mislim, da boljšega argumenta in boljše računice ni. Poleg tega smo pa rešili življenje, ne? To je pa neprecenljivo. Ja, seveda, tisti podatek, ki sem ga jaz dal prej, je samo podatek o tistih stroških preživelih, ki so nastali zaradi daljših bolniških odsotnosti, pa invalidnin in podobnega. Če pogledamo tako, prej si v bolnici, recimo bo mogoče 3 dni intenzivne nege manj. Intenzivna nega zdaj čez palec je 6.000 evrov na dan. Pa bo rehabilitacija en mesec krajša. Pa se bo človek bistveno prej vrnil v delovni proces in bo spet davkoplačevalec. To absolutno vse šteje. In tukaj mislim, da gledati čez prizmo stroška je to argument, ki ga absolutno zavračamo, da je stvar draga. Ne, drago je to, kar imamo zdaj. Ker je slabo učinkovito, pa ni zastonj. Razumem, ja. Zdaj, Avstrijci imajo floto namenskih helikopterjev tudi za to vrstna reševanja. Glede na to, da obstaja nek dogovor med Avstrijo in Slovenijo o preletih, obstaja možnost tudi kakšnega sodelovanja z Avstrijci na tem področju? Zdaj, ne samo Avstrija, tudi vse pač ostale sosednje države imajo floto namenskih helikopterjev. Bil je nedolgo primer, pri Tržiču je bil en primer reševanja, ko so avstrijska firma ARA, mislim, da se imenuje, prišla reševati planinca. Oni so pač normalno prileteli, povitlali, oskrbeli, odpeljali in so bili pač, mislim, da so štartali celo iz Beljaka, če se ne motim, iz baze Beljak, pa so bili prej na kraju kot naša služba iz baze Brnik. Zdaj, vprašal ste, če obstaja protokol o sodelovanju. Ne, vprašal sem, če bi recimo mi ustanovili floto reševalnih helikopterjev, če obstaja kakšna možnost, da bi podpisali nek dogovor o sodelovanju skupaj z Avstrijci, ker na ta način bi lahko vzajemno si tudi pomagali na način, da če je naš helikopter bližje, bi pomagal v Avstriji in obratno. Absolutno to obstaja in tudi Evropska unija to zelo dobro stimulira. Obstajajo tudi določena evropska sredstva, ki se jih da tukaj počrpati. Zdaj, to bi bilo bipartitno, ne? Če bi recimo zdaj postavil nekje dol na Primorskem eno tako bazo, ki bi pokrival delno Hrvaško, delno Italijo, delno Slovenijo, se pravi, bi imeli tripartitno, ne? Mislim, da tam celo obstaja možnost do 90% financiranja strani Evropske unije. Ampak, če hočeš ta denar počrpati, moraš delati v skladu z evropskimi predpisi. Evropski predpisi so pa jasni. In Slovenija na način, kot dela danes, ne dela v skladu z evropskimi predpisi, niti ne dela v skladu z obstoječim pravilnikom o helikopterski nujni medicinski pomoči. In na to temo smo pred kratkim tudi poslali javno vprašanje vsem strankam, dobili ste ga tudi vi. Vprašanje se je glasilo, ali podpirate modernizacijo službe helikopterske nujne medicinske pomoči v skladu z veljavnim pravilnikom in evropsko regulativo. Da, ne. Odgovori so objavljeni v skupini, in pač vi ste odgovorili seveda z da, ker imate to tudi v svojem programu. Ja, seveda, mi smo ta del uvrstili v program tudi po dosti tehtnem razmisleku. Kot sem že rekel, mi pravzaprav vse tisto, kar smo uvrstili v program, zagovarjamo zato, ker imamo tudi zadaj strokovne argumente. Je pa, moram reči, da tudi ta pogovor danes zelo koristen, zato ker tudi ljudje, ki potem berejo takšen program,
bodo poslušali tudi ta pogovor, bodo pravzaprav videli, zakaj se zavzemamo za točno določeno stvar. Ker politika se dostikrat zavzema za nekaj zgolj na podlagi političnih argumentov, kar pa na koncu ne zdrži, ker politika sama po sebi ne bi smela negirati ali pa celo si podrejati stroke. Kako naprej, kaj mislite, kdo bi bil tisti, ki bi v bistvu financiral te helikopterje, kdo bi bil tisti, ali pa tisti organ, v okviru katerega bi te helikopterji delovali, ali bi to neka samostojna organizacija, ali bi bilo to v okviru nekega ministrstva, neke službe, kako je to zamišljeno? Bom razložil, prej samo še bi to dodal, nas izključno zanima stroka, pač ne politika, mi nismo levi, desni, nas zanima samo doseg cilja, da Slovenija in Slovenci to dobijo. In tukaj imamo podporo stroke v smislu Zdravniške zbornice Slovenije in pa Zbornice zdravstvene in babiške nege. Tako da oni podpirajo idejo, ki jo mi želimo sprovesti. Kdo bi financiral? Pač to je zelo dobro vprašanje. Kdo bi financiral? To je zdravstvena dejavnost. Se pravi, financirati bi to morala zdravstvena zavarovalnica, ki pobira premije. Kdo to plačuje danes? En del zdravstvena zavarovalnica, ki plača, mislim, da 1,5 milijona stroška letno za zdravstvene posadke, 0,5 milijona dobi Osnovno zdravstvo Gorenjske za bazo Brnik, 0,5 milijona Maribor in pa 0,5 milijona UKC za posadke, za sekundarni prevoz in prevoz inkubatorja. Ostali stroški grejo pa z neke posebne proračunske postavke, ki so pa, mislim, da bili lani nekje okrog 2,5 milijona. To pa dobijo izvajalci, prevozniki, ki je pa zdaj s sklepom vlade, so to državni prevozniki, konkretno Slovenska vojska. Zdaj, če to sešteva, sva na 4 milijonih za nekaj, kar se v narekovajih deklarira, da je zastonj in da bi oni itak leteli. Veva pa oba, kaj je primarni postulat tako Slovenske vojske kot policije. In mislim, da ni dobro, da te resurse in to državno srebrnino, jo bom poimenoval, trošimo za vsakdanje dogodke. Ker kaj pa, če se zgodi nekaj večjega? Kje imamo rezervo? Na Bovškem zdaj, ko se je ta padalka poškodovala, se prevrne avtobus šolskih otrok. Koliko helikopterjev bomo lahko takoj poslali tja? Če bi imeli dober sistem, pošljemo vse operativne helikopterje, plus aktiviramo, ker je to izredni dogodek, helikopterje vojske in policije. In bomo to intervencijo tik-tak podelali in te poškodovance zvozili na ustrezno mesto. Treba je razmišljati pač širše. Ja, še zmeraj, pa se mogoče nekdo vpraša, kaj bo pa potem oni delali? Vojska in policija ima svoje primarne naloge, jih imajo veliko, za informacije, ki so, da so te naloge celo zapostavljene zaradi tega, ker delajo, ker uskakujejo, pomagajo Ministrstvu za zdravje, ker to je problem, je to Ministrstvo za zdravje. Oni so nosilec problema, ker kako se bo stvar izvajala, kdo bo prevoznik in iz koliko baz določi minister za zdravje, to je napisano. Ampak zdaj žal temu ni tako. Tako da še zmeraj pa, recimo vse akcije gorskega reševanja ostanejo Slovenski vojski in policiji. In ta trend akcij raste, v bistvu bi oni naredili en helikopter samo zase. In če naredimo ta sistem, ki ga tukaj zagovarjamo, bomo razbremenili ta helikopter in ga bo GRS lahko imela praktično samo zase. Kaj hočete boljšega? Ja, moram reči, da s tem se strinjam, saj konec koncev tako Slovenska vojska kot tudi delno policija imata določene naloge tudi za zaščito in reševanje, tudi določene so v samem zakonu in te naloge se v bistvu ne spreminjajo, zato ker v tistih primerih, ko so helikopterji Slovenske vojske po svojih zmogljivostih in pa velikosti primernejši, se jih uporablja in tudi recimo primer tega, zadnji primer, če navedem, gašenja požara in podobno, tam se jasno, da uporablja velike transportne helikopterje. Tako da tle ni zdaj bojazni, da bi kdorkoli komorkoli odžiral neko delo oziroma skakal v zelje, kot se temu reče, ampak gre samo za to, da se je potrebno posamezne naloge zaščite in reševanja specializirati, da se je treba specializirati in
v bistvu se bolj profesionalizirati. To je tudi naše mnenje bilo že od vsega začetka. Mogoče zdaj za konec še to, no, se pravi, treba bo speljati nek projekt, neko javno naročilo, zato da se nam ne bo zgodilo tisto, kar se je zgodilo takrat leta 2006. Mislim, da to, kar se zakonodaje tiče, ne bi smel biti problem. Tudi kar se znanja slovenskega tiče, jaz mislim, da ne bi smel biti problem, ker tega imamo zadost. Bi pa mogoče, ne vem, čisto vprašanje, ste kdaj razmišljali, da bi naredili kakšno javno tribuno na to temo, pa povabili vse akterje, pa da se na tisti javni tribuni predebatira, zato ker vsaj naše mnenje je, da če politika to kuha nekje v ozadju, potem nikoli ne pridejo na plan neki argumenti, zakaj je temu tako. Je pa dobro, da ljudje te argumente konec koncev poznajo, ker vse te službe, in to se tudi jaz globoko strinjam, so nepolitične in morajo ostati nepolitične. Prav nobene zveze nimajo s tem, kdo je na oblasti, ker vse te službe v bistvu služijo ljudem. Točno to. Zdaj, zahvaljujoč tej naši skupini za slovenski namenski reševalni helikopter je ugotavljati stanje in to je nesmiselno. Zdaj točno vemo, da to, kar imamo, je podhranjeno, sistem ne funkcionira. Imamo vrhunski kader, kadrovski bazen, govorim za pilote, v Sloveniji je majhen. In absolutno bo treba uporabiti znanje in izkušnje posadk, ki to delajo zdaj. Naredi se sistemsko se zadeva reši, zdaj, a se bojo helikopterji kupovali, najemali, bo javni razpis, bo prišel nek prevoznik, slovenski tujc, to naj reši država, to ni naša stvar, ker meni je bilo velikokrat očitano, ti si lobist, želiš pripeljati tujce. Ne, jaz nisem lobist, sem se pa v tujini šolal. In sem navajen, da se v življenju učim od najboljšega. Probam pridobiti izkušnje. In mislim, da v Sloveniji absolutno imamo zadost svojega znanja. So tudi slovenske firme, ki bi to lahko speljale. Samo država se pač zdaj mora res odločiti za koncept, v katerega bo šlo. Tukaj je potem zdaj še ta moment, ker je gospod Boscarol naredil s to svojo 25-milijonsko donacijo. Zdaj je majčkeno problem, ker glede na sklep vlade, on tudi če jutri pripelje takle helikopter, ga postavi v Ajdovščino, ne more delati. Ker je s sklepom vlade to državna aktivnost, ki se izvaja s helikopterjem vojske. Se pravi, lahko ga ima tam, lahko ga glancajo, lahko ga hodijo otroci gledati, delati pa ne more. Ne more se vklopiti v sistem. Tako da bo potrebno, absolutno ja, tribuna, okrogla miza, karkoli tasga, ampak zdaj je to predvolilno obdobje, bom rekel, panika, fokus je drugje. Bomo počakali 24, da se karte premešajo. Na papirju imamo, kdo je podprl, kdo ne, takrat bomo absolutno naredili eno tako zadevo. Jaz se bom pač tudi potrudil in bom probal pripeljati, se bom povezal z tujino, en tak namenski helikopter, da ga bodo ljudje lahko prišli tudi pogledati. Mislim, da bo to tudi imelo svoj efekt, svojo težo in da se takrat seveda končno začne te zadeve urejati. Moram pa pač povedati, da podpora je zelo velika. V tej skupini je preko 8000 ljudi, veliko ljudi to spremlja, podpira nas, ne vem, od Zavod reševalni pas, Robert štaba Varna pot, ki so za žrtve prometnih nesreč in še. Podpora je in zdaj vidim luč na koncu tunela in vidim, da je končno zdaj tudi politika razumela, da je na plani projekt, ki ga je treba rešiti in ki se ga da rešiti. In rešitev sploh ni draga. In se jo z lahkoto izvede. V redu, ja. Hvala lepa za to predstavitev. Zdaj, še enkrat povem, Pirati smo v bistvu stranka, ki svoj politični program temelji na realnih osnovah, tako finančnih, strokovnih, tudi v drugih področjih, recimo pri energetiki, točno vemo, zakaj zagovarjamo kakšne rešitve in vedno smo tudi pripravljeni na soočenje mnenj, smo se pripravljeni pogovarjati s strokovnjaki iz tega področja.
Zdaj, če bo kdorkoli imel kakršnekoli komentarje, jih bo lahko tudi napisal. Dejstvo pa je, da mi smo v svojem programu to uvedbo tovrstnih helikopterjev podprli in kolikor bo v naši politični moči, bomo to podpirali tudi vnaprej, ker dejansko gre za neko področje, ki ni pomembno samo z finančnega, še zdaleč ne, ampak je pomembno tudi z čisto človeškega vidika. Gre za področje reševanja življenj, kjerkoli se komurkoli karkoli zgodi, ima ne samo pravico, ampak je tudi pošteno in tudi pravilno, da ga čim prej rešimo, ker tako delujejo sodobne družbe. In jaz upam, da Slovenija gre v smer sodobne družbe. Tako da, hvala lepa za ta pogovor. Hvala za povabilo. Jaz bi za konec samo še en stavek, da me pač veseli, da se je o tem začelo govoriti, da me veseli, da se je stvar skristalizirala, da se zdaj ve, da je to problem zdravstvenega ministrstva in da se je izjasnil tudi trenutni obrambni minister, ki je povedal, da oni pač samo pomagajo in da so absolutno za, da ta problem reši zdravstveno ministrstvo, da se bojo lahko oni, pač Slovenska vojska kot taka, posvetila svojim primarnim nalogam. Evo, in to me izredno veseli in zdaj je pač ta, prižgana bomba podana ministru za zdravje, ki pa bo moral to zadevo razrešiti. V skladu z veljavnim pravilnikom in evropskimi predpisi. No, jaz tudi upam, da bo temu tako. Kot sem že rekel, kolikor bomo imeli vpliva, toliko bomo lahko tudi pomagali, ampak v vsakem primeru vedno pa lahko podpremo civilno družbo, strokovnjake pri tem in pa tudi pri podobnih projektih. Tako da tu smo v bistvu za vas. Hvala. Hvala za povabilo. Lep pozdrav. Lep pozdrav.